Ja, takrat, ko doma v domači kuhinji zadiši po kruhu, takrat mislim, da so ljudje še posebej razposajeni, kar se tiče prehranjevanja. Kruh, kako bi Slovenci brez njega. In v teh dnevih se je zgodila v Beli cerkvi velika prireditev na temo peke kruha, namreč ocenjevanje tega. Iz vse Slovenije so prišli in tekmovali med seboj, kaj da je tisto, kar je v principu najboljše, kako, na kakšen način spečen, in seveda ta kruh je bil ocenjen. Sam pa mislim, da vsaka mama zamesi svojega in to je tisto najlepše, kar je na našem podeželju. Dobre prireditve in to ocenjevanje kruha v Beli cerkvi zagotovo takšna prireditev je, ne potrebujejo posebnih reklam. In lahko rečemo, da to poveže prva sogovornica. Namreč iz Ptuja so prinesli sem v Belo cerkev v ocenjevanje kruh, pa čeprav so se dobrote slovenskih kmetij na Ptuju začele s kruhom, z ocenjevanjem kruha. In povezovanje teh naših kmetic, no to je velika reč, pa jo poslušajmo. Prinesli smo 7 kruhov različnih okusov, to je domači mešani rženi kruh, ki je bil prav pečen v kmečki peči, potem je bil mešani domači kruh, pirin kruh z čebulo, potem je bil sadni kruh z različnim vrstam sadja in oreščkov, potem je bil še haloški koruzni kruh z polento in pa beli praznični kruh. Pa tudi kamutov kruh, to je pa najstarejša pšenica in zdaj zadnje čase smo me že bile, mislim, da 4-krat na tej razstavi in vedno smo dobre rezultate dobile, tako da se trudimo in bomo se še naprej trudile in upamo, da bo tudi danes kar ugoden rezultat. Ja, tako velika različnost izhaja iz moke, mi pa še vedno prisegamo na krušno peč, pa pravijo, da se jih mlade gospodinje ne poslužujejo, ali je nimajo ali jo pa ne znajo pripraviti. Je tako? Ja, to pa je zato, ker moraš tudi znati pripraviti peč, ne? Ker to ni tako enostavno, recimo ti moraš znati zakuriti peč, tudi primeren čas jo kuriti, da potem se lepo razgori žerjavica in potem jo razgrniti in jo razporediti po peči, pa potem, da je primerna temperatura, da ne kruh, da ni, ko ga ti daš v peč, da ga ne osmodi ali pa da ga ne, ali pa da ne skupaj napada, da ni premalo zakurjena peč, ne. Tako da to so nas naše mame kar dobro poučile. No pa glede na poznavanje, povejte še, kaj je potrebno za dober kruh. Dobra moka, pa dobra roka, ki dober kruh naredi, ne. Zdaj bom tako rekla, sestavine in dodatki pa je stvar vsake gospodinje posebej, ne. Zdaj so že razne kaj bi rekla, zelišča in tako, da se trudimo, tako da ni vedno tako enolično, da je bolj popestreno, ne. Lahko bi rekel ustvarjalnost, razvojna komponenta, pa vendar lahko rečem nekaj najlepšega, tako kot ponavadi. Poslušajte. V vrtu smo spekli kruh semeni. Dali smo še malo semen, smo posipali po kruhu in pa smo ga dali pa peč. No in povprašali smo tudi delavce iz vrtca Marjetica. Seveda pomembno je ohranjati dediščino in začeti moramo že zelo zgodaj, kajti sedaj smo soočeni s temi močnimi kulturami, ki prihajajo k nam in da obdržimo našo kulturo, moramo začeti že v vrtcu. Prireditev takšna, kot je ta v Beli cerkvi, nam je v pomoč, da že pri otrocih res v najmlajšem obdobju začnemo s tem in da se lotevamo tradicije. Torej, kulinarika, etnologija, kultura, kako, na kakšen način to udejanjate? Seveda, otroci vse, kar je, pri katerih stvareh lahko sodelujejo, z veseljem počnejo, udeleženi so v ves proces od začetka, se pravi, najprej gremo pogledat
kje moka nastaja, potem jo prinesemo v vrtec in ves proces spremljajo, delajo, seveda sodelujejo zraven in prav lepo je videti te majhne rokce, kako delajo kruh. Poleg 2 vrtcev pa tudi osnovna šola. Povabili so nas iz društva, spekli smo pirin kruh z bučnimi semeni. Pa je bilo zanimivo? Ja, tako. Predvsem smo spoznali proces nastajanja kruha, to je bil tudi zanimiv dogodek, ker ne dobiš vsak dan priložnosti, tudi smo v šoli pekli, pa to tako zanimiv, tako, da smo ga semeni pekli, malo drugače poteka recimo. Prvi dan smo kruh prinesli, potrebno ga je spraviti v razne kategorije, pripraviti vse za ocenjevanje, no, ampak poslušajmo predsednico, kaj vse je potrebno, naj pove. Sama organizacija poteka 14 dni, preden pripravimo vse te papirje, ki jih je treba preko 700 kopij narediti. Na koncu pa 3 dni test finiš, ko je res najbolj treba od zjutraj do noč, da vse zlaufa. V soboto smo imeli ocenjevanje, tudi od 6 zjutraj do 8 zvečer. No, danes je pa nam posijalo sonce in vse gre lažje. Odkot vse so prinesli kruh? Kruh smo pa dobili od Ptuja, od Vrtojbe, ki je prišel po hitri pošti, in vse okoliške kraji, Trebeljno, Trebnje, Šmartno pri Litiji, Dolsko, Metlika, skratka vse okoliške organizacije oziroma društva podeželskih žena. 150 je kar stalnih in rednih prinašalcev kruha v ocenitev. Predsednica, kdaj ste ga vi spekla in nekateri prisegajo na zjutraj, nekateri na zvečer, no povejte. V petek zvečer ob 10 sem ga vzela s peči, pol beli kruh in zlato priznanje dobil. No pa povejte še, kaj se je zgodilo v smislu ocenjevanja. Zelo dobri kruhi, 52 zlato priznanje, 63 srebrnih in 32 bronastih. Z spremembo je letos samo ena zahvala, ki jih je bilo prejšnja leta kar precej, okrog 80, letos pa samo ena. Ja, tistim pa, ki bi radi organizirali takšno prireditev, še spomnim, kako so začeli v Beli cerkvi in danes takšna velika prireditev. V slogi je moč, pravijo, med prijatelji se zgodi marsikaj in takšna prireditev je krona vsega. No in vi povejte. Recimo tako, ker na tej prireditvi naj mora kar sodelovati 30, drugače ne gre. In tudi 30 nas ima uniforme. Tako da res pohvale vredno in zahvala vsem tem članicam, res so vztrajale 3 dni zdaj kar skozi. Ja, če bi se lahko komu zahvalil, so to ocenjevalci, pa naj si bo vina ali salam ali kruha. Brez kakršnega koli zaslužka, z veliko ljubeznijo in odrekanjem, s svojim prostim časom se udeležujejo tega ocenjevanja. No in naša gospa Betka Vršajeva je ena od tistih, pa jo poslušajmo, kaj lahko pove o letošnjem ocenjevanju. Ja, letos kot lansko leto na tem našem 6. državnem ocenjevanju kruha so bile 3 strokovne komisije in seveda dobili smo 148 kruhov v oceno. Zdaj, kakšna so naša zapažanja oziroma kaj pravzaprav komisija opozarja. Torej, prva zadeva, kar je, da vsem čestitamo, kdor se je pač odločil in prinesel kruh v oceno, kajti ugotavljamo, da so vsako leto kruhi kvalitetnejši, veliko je novosti, veliko je dodatkov, ki jih dodajo do tako modernih nekih dodatkov, inovativnih dodatkov, pa tudi veliko se posvečajo pripravi zdravega kruha. Zato ugotavljamo, da je veliko naprimer pšeničnega kruha, vendar ni to samo bel pšenični kruh, torej iz moke bele, ampak so tukaj moke, ki privladujejo do bolj višjih tipov, tako 850 kot 1100, torej v bistvu bi rekli črni kruhi. Potem zelo veliko je tudi kruhov kot ajdovi in koruzni, kot je bilo običajno, drugače pa največja skupina letos pa so bili kruhi z različnimi dodatki v tej skupini pod skupino E, ker pa pravzaprav prevladuje ena domišljija, eno željo, da bi naredile nekaj drugače.
Moram povedati, da vedno to tudi ne uspe, kajti nekaj, kar je preveč v sami sestavi kruha, ni vedno dobro. Tako da mi vseeno priporočamo, da je prav, da so inovativni, da se ukvarjajo z dodatki, ki jih dodajo v kruh, ampak vseeno pa bi mi želeli, da bi dobili čim več tradicionalnih kruhov. Torej tistih pravih kruhov naših babic, naših mam in se mi zdi, da je to tista prava pot naprej. Ja, ta vaša kilometrina je velika. Najbrž od začetka pa do danes velik napredek pri peki kruha, saj se ti, ki pečejo kruh, tega lotevajo s tekmovalno vnemo. Ko se jaz spomnim recimo prvih kruhov, smo takrat rekli, krasni so, čudoviti so, vendar potem, ko vidimo vsako leto, se to izpopolnjuje, veliko je članic ali tudi članov, ki dejansko vsako leto prinesejo in sigurno dobijo tukaj neke izkušnje, tudi veselje mogoče in zaradi tega so res zelo, zelo na visoki ravni, bomo rekli, kruhi. Na začetku se spomniva prtičkov, pa tujih vonjav, pa nečesa, kar v kruhu naj ne bi bilo, kako je sedaj. Tistih tujih vonjav, ki so bili na začetku ocenjevanj našega, ni več. Se še pojavi, vendar ne v tako velikem številu, kot je bilo običajno, torej po kakšnem pralnem prašku, mehčavcu ali pa tudi zelo je bila maščoba. Zdaj je tega manj. Potem, kar se tiče soli, je to nekako, bom rekla, zelo malo število kruhov, da je bilo preslanih, bili so, nekaj je bilo mogoče tudi premalo slanih, kajti potem kruh ni okusen. Če pa slučajno nekdo napiše na deklaraciji, da je iz nekih vzrokov pravzaprav rajši dal manj soli, torej zdravstvenih ali mu je tako pač všeč, je pa seveda komisija to upošteva. Potem, da to sem že rekla, da ne bi uporabljali preveč različnih dodatkov, da so mogoče nekaj kruhov bilo malo manj pečenih, ugotovili smo, da so tudi mogoče pri kakšnem bili malo previšja temperatura, drugače pa, da bi bilo zelo veliko napak, jih pa sigurno ni. Betka, poglejte, stara mama je vedno hlepela po tem, da kruh ne bi dišal po dimu. Danes je to nostalgija za tistimi časi in zgodba iz krušne peči. Povejte še vi. Ja, meni kruh iz krušne peči pomeni nekaj drugače kot kruh, kadar je pečen v pečici. Nobeden ni manj vreden, ampak mislim, da vse tiste, ki pripravljajo kruh v krušnih pečeh, morajo imeti še posebno znanje. In mislim, da ne morem reči, da so zdaj toliko kvalitetnejši, sigurno so dobri kruhi in vsak kruh, ko prinesejo in ko komisija ugotovi, tale pa je bil pečen v krušni peči, smo tega zelo veseli. In res vsa čast vsem tistim, ki se pravzaprav ukvarjajo s tem, da imajo možnost, da spečejo kruh v krušni peči. Je bila kakšna novost v letošnjem letu? Ne bi rada pa pozabila nekaj, kar me pa izredno veseli, in to je, da se nam zdaj že drugo leto oziroma tretje pridružuje do najmlajši. Letos smo dobili iz 2 vrtcev, iz Marjetice in Sončka, kruhe. Lepo so ocenjeni in pa letos tudi prvič še osnovna šola Šmarjeta, kar dokazuje tudi to, da mladi so pravzaprav v tem duhu vzgojeni, da je seveda domač kruh tisti, ki je dober, ko že v sami hiši zadiši po domačem kruhu. In res tega sem najbolj vesela, ker mislim, da če bomo z mladimi začeli, da bomo lahko v Beli cerkvi še dolgo vonjali ta domači kruh. Ja, lahko rečem, da aktivi žena na podeželju skupaj spravijo prireditve, da pa je včasih prostor velik problem. Do sedaj smo se srečevali v gasilskem domu, saj tudi še zdaj, ampak v Beli cerkvi je zraslo nekaj, kar je povsem novo. No in županja, povejte vi o tej vaši novi pridobitvi.
Resnično najbolj vesela in zadovoljna sem ravno s tem projektom. Veliko je bilo, bom rekla, dilem, posebno se strani določenih članov občinskega sveta, ki niso iz tega dela občine, da bo to hiša strahov, ampak dejansko hiša poka po uživih v vseh pogledih. Tako z vidika ustvarjalnih delavnic, kakor z aktivnostmi, ki jih tukaj prirejajo iz osnovne šole vrtca, Sonček, raznimi kulturnimi dogodki, da ne govorim o vinogradnikih in podeželskih ženah, katere kuhinja živi tedensko, imajo razne delavnice, kuharske tečaje, danes pa so se še posebno izkazale s tem, že rekla, že 6. ocenjevanjem kruha na državnem nivoju. Tako da iskrene čestitke vsem in vsakemu posebej, ki se trudi za, bom rekla, uspešno društveno življenje v Beli Cerkvi. Poglejte, županja, sam se že 40 let ukvarjam z organizacijo in pomočjo delu aktivov kmečkih žena, tako smo jim takrat rekli, ali društva podeželskih žena. Na nek način bi jim morali dati drugačen status, gre za veličino dela, ki jo nihče ne more poplačati. Pa recite vi, kaj bi bilo potrebno storiti? Potruditi se bomo mogli, da bi morda tudi Društvo podeželskih žena in deklet Bela Cerkev pridobilo status, da delujejo v posebnem interesu in potem bi se lahko tudi takšne prireditve, kot je ta, financirale direktno iz proračuna občine Šmarješke Toplice in ne več preko razpisov. No in sedaj še k zmagovalki, ki ni ena sama, ampak sta dve, enako število točk sta prijeli. No in poslušajmo prvo, kakšen kruh je spekla. Beli pšenični. Spekla sem ga v soboto zvečer, v petek zvečer sem ga spekla, ki pravi, da mora vsaj 8 ur biti prej pečen, da se ohladi lepo. Vzame me pa 3 ure, takole, da ga vmesen shaja, pa pečem. No in kaj je potrebno za dober kruh? Ja, dobra moka, roka, dobra volja, ne? Če ga delaš s srcem in z veseljem, ti uspe. In še naslednja zmagovalka. Jaz moram povedati, da pri naši hiši diši po domaču kruhu vsako soboto. In to iz krušne peči. Jaz sem spekla kruh beli pšenični, črni, ajdov kruh, koruzni, 5 vrst kruha. Spečem vsako soboto. Ob 5 zjutraj je že pečen, tako da ostanem že ob 2 zjutraj. In potem sem jaz odšla ob 7 zjutraj na tržnico v Trebnje, kjer vsako sobota kruh prodajam. Mož pa je odpeljal hlebček v Belo Cerkev na ocenjevanje. Tako da je dosega zgleda kruh, ki nisem ga delala posebej, ampak kruh, ki ga prodajam vsak teden na tržnici v Trebnju. No in če še niste verjeli, da se s takimi tekmovanji ali pa zaradi njih zgodi tudi kakšna samozaposlitev, ste zdaj slišali. Povejte še naprej. Jaz znanje prenašam naprej, imam 4 hčere, tako da lahko rečem, da vse znajo tudi peči kruh. Jaz ga sem pekla prej že 35 let tudi za svojo družino, 7 let ga pa pečem tudi za tržnico, ki imam dopolnilno dejavnost peka kruha in peciva. Predvsem je zanimiv odgovor. Kdo je bil tisti, ki vam je pomagal in dajal nasvete? Ja, mama, pa tudi tašča. Ja, tako kot je že danes rekla sogovornica, da bi se le dolgo vrsto let pekel kruh za to tekmovanje v Beli Cerkvi in da bi izobraževal, da bi delal ljudi srečne, pa tudi če s tisto zlato, srebrno ali bronasto kolajno za vratom. Ni važno. Kruh je vedno kruh. Kruh je vedno veselje. Kruh je tisto božje, kar si upam ponoviti. Ja, tudi kruh je tisto, kar na grmski kmetijski šoli znajo umestiti in praktično v osnovi, ko se izhaja iz temelja, ko se zaorje, poseje žito, požanje, iz njega naredi moka in potem speče kruh, pa je znotraj tega ne samo ta etnološki del, ampak tudi še veliko tistega, čemur rečemo znanje.
In naši grmski gimnazijci se veliko ukvarjajo s tem, znotraj tega laborirajo in raziskujejo, kaj je vse tisto, da bo ta kruh še toliko boljši, ali pa da razmišljajo v smislu varne hrane, kako na kakšen način ga predelati, da bo čim manj škodljiv, če kruh sploh lahko je škodljiv. In to znotraj, poslušajmo, kako na kakšen način razmišljajo o tem svojem vidu izobraževanja, ki je mogoče nekaj drugačen, pa vendarno vpet v to naše podeželje, v to našo biologijo tega našega življenja. Poslušajmo. Izobraževalni sistem nudi dijaku ogromno možnosti, da si pridobi znanja, ki jih bo potreboval pri zaposlitvi. Danes ni več čas za pridobivanje izobraževalnih titul, s katerimi najdemo delovna mesta, ampak čas, ko samo znanje, poznavanje delovnih procesov in ročne ali druge spretnosti prepričajo delodajalca, da nas zaposli. Kako lahko kmetijski inženir ali veterinar, ki še ni bil na njivi ali v hlevu, razume delovanje teh ali nadgradnje, oziroma kako lahko laborira določene probleme, ki pomenijo probleme oziroma reševanje teh znotraj nekih delovnih procesov? Nikakor. In prav zaradi tega je vrhunec tega izobraževanja nadgradnja v srednjem šolstvu tudi biotehniška gimnazija. In poslušajmo, kakšne možnosti daje. Program biotehniške gimnazije dijakom nudi različne možnosti poudarkov glede vsebin, glede veščin, glede kompetenc. V višjih letnikih se dijaki res osredotočijo predvsem na naravoslovne predmete, sicer pa tudi pri splošnih izobraževalnih predmetih vključujemo te vsebine v sam učni proces, tako da dijaki zvejo ogromno primerov, praktičnih primerov, tako v zgodovini, geografiji, splošnih predmetih in tudi jezikih. Pa recite še motika, pa grable, pa vile, pa delo v hlevu. V programu biotehniške gimnazije sicer dijaki delajo lahko z pridelki, izdelki, produkti naše šole, konkretno pa je to njihova osebna odločitev, ali gredo v hlev k športnim konjem ali ne. Večino časa, kjer delajo z rokami, preživijo v laboratoriju, oblečeni v belo haljo. Tisti, ki jih pa delo posebej zanima, pa lahko seveda tudi na šolskem posestvu te svoje želje uresničijo. Kaj bi pri nas drugačnega našli recimo veterinari, namreč v srednji šoli? Na naši šoli nudimo široka znanja, ki so potrebna, da zaključiš program gimnazije, hkrati pa nudimo obilo specifičnih znanj, predvsem s predmetoma laboratorijske vaje in biotehnologija, ki omogočajo znanja, ki dijakom zelo pomagajo pri nadaljnjem študiju, tudi študiju veterine. Naš belokranjski dijak pa takole v svoji gimnaziji. Torej, naša gimnazija je gimnazija kot vse ostale, razlikuje pa se potem, da je v višjih letnikih več naravoslovnih predmetov, kot so biologija, biotehnologija in laboratorijske vaje. Dijaki imamo tako krasno priložnost prelivanja teoretičnega znanja v praktični pouk. Če ponazorim, naprimer pri teoriji predelamo proces mlečno-kislinske fermentacije, nato pa v laboratoriju s pridelki in izdelki šolskega posestva to vrstno stvar tudi preizkusimo. Naprimer, mleko v celoti analiziramo, nato pa s pomočjo mlečno-kislinskih bakterij izdelamo kislo mleko in jogurt. Torej, znanje nekako prelivamo v prakso. To vrstno delo poteka v obliki laboratorijskih vaj, pa tudi projektnih nalog, s katerimi se dijaki udeležujemo tudi Krkinih nagrad. Sam sem z 2 sošolkama konkretno letos izdelal projektno nalogo, kjer smo ugotavljali količino in obstojnost klorofila v različnih rastlinskih preparatih, ostali pa analizirajo različne vire vode z vidika prisotnosti koliformnih organizmov, nato ugotavljajo čistost oprane zelenjave oziroma ugotavljajo, koliko mikroorganizmov se na njej nahaja po čiščenju, pa tudi ugotavljajo prisotnost antibiotikov v mleku in podobno. Torej, našo šolo res odlikuje izredna možnost prenosa teoretičnega znanja v prakso in tako dijaki preizkusimo tudi življenjske veščine tovrstnih področij. Izobraževalni sistem na gimnazijah je monolit, ki ga morajo spoštovati pravzaprav vsi, ampak znotraj tega sam lahko na šoli, pri profesorjih, kjerkoli,
posebej pa na Grmu Centru biotehnike, najdeš tudi še kaj drugega. Tu so projekti, tu so razni izleti, dopolnilna izobraževanja. No, povejte. Torej, da narediš šolo, se je potrebno v prvi vrsti učiti in delati. Obstaja pa ob tem kopica možnosti, kako širiti svoje obzorja. Konkretno sem se v lanskem letu udeležil mednarodnega vinarsko-vinogradniškega tekmovanja Europeia Wine Championship, kjer smo tekmovali posamezno in ekipno v različnih področjih vinogradništva in vinarstva. Torej, preizkusili smo se v teoretičnem delu, pa tudi v praktičnem, tako v vinogradu kot tudi v kleti. Z dvema sošolcema pa smo se v lanskem letu udeležili tudi debatne oddaje na Radiu Slovenija, kjer smo diskutirali o različnih aktualnih problematikah v Evropski uniji. Menim, da tovrstna udejstvovanja omogočajo odlično širjenje obzorij in tudi pridobivanje novih znanj ter spoznavanje situacij, s katerimi se pozneje srečujemo v vsakdanjem življenju. No in kam po biotehniški gimnaziji? Kot verjetno vsi sošolci sem razmišljal o večjih možnostih nadaljevanja izobraževanja, torej o biologiji, biotehnologiji, mikrobiologiji, tudi kemiji, kemijski tehnologiji, živilstvu, agronomiji. Nazadnje pa sem se odločil za študij gozdarstva, ki nekako združuje znanja z različnih področij, torej tako naravovarstva, kot tudi mnogih znanj, ki smo jih že pridobili v srednješolskem procesu izobraževanja na biotehniški gimnaziji. In še na nek način izobraževalni dan. Poslušajmo dijakinjo. Dijaki smo že skozi celo šolsko leto močno povezani z našo obletnico. Tako je v mesecu oktobru našo šolo obiskal predsednik države, gospod Borut Pahor, kjer smo izvedeli veliko o zgodovini naše šole, medtem tudi, da je naša šola močno povezana z osamosvajanjem Slovenije. Med samim dogodkom smo gostu lahko postavljali razna vprašanja, kar je bilo zelo zanimivo. V mesecu februarju pa smo na naši šoli organizirali projektni dan, kjer smo se dijaki udeleževali raznih delavnic, kjer smo spoznavali zgodovino in razne dejavnosti naše šole. Sama sem obiskala medijsko delavnico, kjer smo se poučevali o uporabi medijskih pripomočkov in pa zbirali smo gradivo za film, ki bo predstavljal našo šolo. Sošolka Carmen je bila na delavnici nemškega jezika, drugi dijaki so pripravljali gledališko igro, drugi pa so obiskali arhiv na gradu Grm. Tudi obisk raznih tekmovanj je izobraževanje. Tako je, dijaki naše šole se lahko udeležujemo različnih tekmovanj, kjer lahko pokažemo, kaj znamo. Tako smo s sošolkama Eriko in Sašo letos udeležile tekmovanja iz kmetijstva, kjer smo na regijskem tekmovanju dosegli 2. mesto. Prav tako se dijaki lahko udeležujejo različnih jezikoslovnih, naravoslovnih, športnih, cvetličarskih in drugih tekmovanj. Na šoli imamo tako letos državno prvakinjo iz znanja v logiki. Najin sošolec Jan pa se bo letos konec aprila udeležil mednarodnega glasbenega tekmovanja v Istanbulu, saj je naš šolski rock band zmagal na glasbenem natečaju in bodo zastopali Slovenijo v Turčiji. Kaj pa vsebina izobraževanja? Meni so všeč družboslovni predmeti, zato bom najbolj študirala v tej smeri, ampak v razredu smo si različni, zato se bomo vpisovali v različne fakultete, kot naravoslovne in kot družboslovne. Mene pa zanimajo bolj naravoslovni predmeti, tako da razmišljam o študiju v tej smeri, čeprav je do tam še daleč. V 2. letniku smo dijaki biotehniške gimnazije začeli s predmetoma biotehnologija in laboratorijske vaje, kjer veliko izvemo o uporabnosti naravoslovnih ved v farmaciji, veterini, ekologiji, živilstvu in kmetijstvu. Nekatere sošolke zanimajo na primer konji in na šolskem posestvu imajo odlično priložnost, da delajo z njimi, kar je odlična priprava za nadaljevanje študija v smeri veterina.
Ja, na naši šoli imamo zelo veliko živali, imamo tako kmetijske, naprimer krave, konje imamo za tekmovalnost, pač za tekmovanja, potem imamo kakšne ovce, pa prašiče, pa tako naprej. Imamo pa tudi eksotične živali, kot so naprimer te živali tukaj, tako da vsak od tistih, ki se mislijo vpisati na našo šolo, lahko tukaj najde zelo primerno žival za sebe, no, katero lahko spozna, jo hrani, z njo sodeluje in tako naprej. Ja, in ob koncu kruh in znanje skupaj, to je zagotovo razvoj. Jasno pa, da je znotraj tega še veliko tistega skritega in to raziskovanje, te možnosti napredovanja v nekem določenem razvoju lahko dosežete samo tako, da iz osnovne šole odidete v srednjo šolo in potem naprej na fakulteto. In ta biotehnološka pot je ena od tistih.